Živijo, dragi moji, in en lep pozdrav od mene, Kristi Žmahar iz Duhovnega ateljeja z novim nebeškoskopom za mesec oktober. Karmični mesec je, to čukajo že vrabci na jesenskih vejah. To pomeni, mesec oktober je bil vedno znan kot tisti, ki nekako spodbuja in dviguje energije naših v bistvu starodavnih zapisov, zapisov prejšnjih življenj, zapisov vseh lekcij in spominov in vzorcev, ki se rodijo za časa tega življenja. In predvsem se je to skupaj nekako zelo sovpada recimo s portalom 10.10. seveda, ki pride, pa potem je takoj za tem praznik nad Angela Rafaela. Skratka, nek ta zdravilni krog je definitivno tematika tega meseca. In ker prihajamo torej v karmično najbolj zanimiv teden, to pomeni v tem tednu med predvsem 8.10. in pa 10.10. se bo ogromno aktivnosti dogajalo na področju samega karmičnega prebujanja. To pomeni, da vse tisto, kar bi naše duše želele, da se prečisti, bo trenutno prišlo na eno 10. potenco. Če je 10, bo prišlo na 10. potenco nekako ven iz tebe in zato je v tem tednu zelo dobro pametno opazovati. In tokrat sva z Mihaelom združila moči, čisto je prišlo preko nekega pogovora, potem so se začela kar naenkrat povezovati s karmičnimi angeli, kot je recimo nad Angel Kasiel, Mihael pa z svojimi 7 sestrami, ne vem, če jo poznate, samo to, da boste vedeli, kdo je skanaliziral ta sporočila. Skratka, 7 sester so pa definitivno plejadanske zvezde, plejade. Jaz sicer moram reči, da intenzivno z njimi ne delam. Me zadnjič presenetila ena meditacija, ker sem bila povabljena nekako v njihov objem in sem dojela, da definitivno so tukaj zato, da nam pomagajo, zato, da dvigujejo zavest in tako naprej. Ampak Mihael ima 8. oktobra z prihodom 7 sester, s celestinsko intervencijo, ima z njimi meditacijo, tako da je v bistvu on pomagal v bistvu ta del najbolj skanalizirati z njimi, medtem ko sem jaz sodelovala z angeli karme, pa bom tudi povedala, kaj v bistvu v tem tednu najbolj delati od meditacije. Ampak skratka, vprašanja, katera sva midva naslovila v bistvu na te eterične svetove, so bila, kaj je tisto, kar je trenutno najbolj aktivno v vaših DNK zapisih glede teh karmičnih spominov, na kaj se v bistvu osredotočiti in kaj v bistvu najbolj puca zaradi tega, da boste vi lahko trenutno šli naprej. To pomeni, da se ne bojo pojavljale nikjer blokade, ker veste, kaj je največja finta? Ti imaš recimo lahko blokado v odnosih, pa imaš težave z denarjem, pa sploh ne veš. Ker pa se tebi zdi, da imaš ziher materialne vzorce ali pa vzorce pomanjkanja, ampak a veste, lahko je celo tako hecno, da v bistvu je vzrok čist nekje druge. In zdaj bi vas v bistvu midva rada z temi sporočili nekako usmerila v to, kaj je tisto, kar mogoče niti sami toliko ne opazite, ampak kaj je definitivno tisto, kar bi vam eterične sfere, torej 7 sester in karmični angeli svetovali, da v to pogledati in da definitivno na tem močno delati in ta teden močno sploh do 10.10. opazovati. Evo, gremo. Kozorogi. Kozorogi vam bojo prihajali v tem obdobju, mislim, da ne samo do 10.10., ok, mogoče zdaj samo malo bolj intenzivno, vam bojo prihajale preizkušnje oziroma ozaveščanje oziroma neke situacije na temo bližnjih odnosov. Bližnji odnosi, to pomeni, to je partner, to so bližnji prijatelji, ne širši, to je ožji družinski krog, ne zdaj neka sestrična iz 13. kolena, razumeš, ampak bližnji odnosi. Zelo bi bilo dobro, da v tem tednu pogledate ne eno stvar, torej kako se vi počutite, ampak predvsem bi rada, da pogledate, kako se drugi ljudje, za katere jih vi seveda dajete v rang bližnji, obnašajo do vas. To pomeni, kakšno energijo oni vam sprožajo. Zaradi tega, ker če boste to ugotovili, če boste, ta teden samo to opazujte, pa s tem namenom, rečite si, torej, zdaj uporabite ali tiste, ki je Mihael skanaliziral, ali pa angele karme, ker sami se odločite, ok? To pomeni, zdaj, ali 7 sester, ok, ali pa angeli karme, pokažite mi, kaj v mojih odnosih je resnica, da bilo treba v to pogledati, pa mogoče niti nisem uspela to opaziti. In poglej, kako se potem tvoji bližnji obnašajo do tebe. Če kakoršnokoli nestrpnosti,
pozornosti, umikanja, tako naprej, pomeni, da tvoji odnosi potrebujejo več pozornosti, več dela, več komunikacije in to sploh opazila nisi. Tako da ta teden definitivno opazujte bližnje odnose, njihove reakcije na vas in v skladu s tem, kar boste videli in kar boste opazovali, definitivno dajte tudi vi vaš čas investirati v to. Vodnarji boste čistili, se vam bo v tem obdobju, mogoče tudi kar do 21.12. Včasih vklapljal te zamere, planetarne zamere, pa bom razložila, kaj so planetarne zamere. Vodnarji definitivno ste revolucionarji, to pomeni, da dostikrat ste tudi zelo pravičniške narave in tako naprej. Ste pa po prejšnjih življenjih zaradi tega, ker ste bili predvsem nosilci resnice, velikrat padali v to, da so vas ali zaradi tega pokončali in tako naprej. In dostikrat se vam v tem življenju, ko vidite neke podobne zametke starih energij, se vam zameri planet. Pa ne planet kot živali, narava in tako naprej, ampak se vam zamerijo, zdaj malo humorno povedala, zemljani. Ti ljudje, ki ne štekajo, kako ne štekajo, kako se lahko obnašajo, kako se lahko do narave tako obnašajo, tako naprej, kjer brezvezen planet, zakaj sem sploh sem prišla. Razumeš, to se zna pri vodnarju, ki je zelo revolucionar in potem ne šteka teh nižjih izkušenj, takrat se zna vodnarju dejansko to ful zameriti, ok? In v tem primeru bi bilo vodnarji zelo dobro, da to čistite z principom, da ste si tudi sami izbrali ta planet, ok? Tudi vi ste si izbrali ta planet, vi ste rekli, da hočete sem prijeti in če ste že sem prišli, ja, dostikrat vam ne bo jasno, zakaj so ljudje taki, kako se lahko obnaša en do drugega, kako so ljudje lahko slepi in tako naprej, razumemo, ampak dajte mogoče malo pozornost preusmeriti na to, da ravno zaradi tega, ker je dostikrat svet v iluziji in slep in tako naprej, ravno vašo pomoč, ravno vi ste tisti, ki vidite stvari, ki znate jasno pogledati, to pomeni, da vi potem pomagate osvetljevati resnice in najte v tem svoj namen, potem pa vam bo tudi ta planetarna zamera se v bistvu umakala, ni pa dobro, da jo imate, zaradi tega, ker definitivno ni v redu za inkarnacijo in za izkušanje, niti za odnose, tako da to vam svetujem, da pač sprejmete, zdaj smo tukaj, ampak lahko iz te točke pomagamo. Ribe. Ribice boste pucale občutke nerazumljenosti. Dostikrat v prejšnjem življenju ste bile duhovni učitelji, res imeli ste take neke res unikatne, mogoče celo abstraktne ideje in zaradi tega vas dosti ljudi ni razumel, kaj vi za vraga hočete, zakaj hočete. Dostikrat se vam bo zgodilo v tem obdobju, da hočete vi nekaj povedati, pa bojo ljudje čist negativno odreagirali na vas, pa vi sploh niste hoteli to tako povedati, kot so oni dojeli, a pa bojo veliko negativne energije spravljali na vas. Okay? To je zaradi tega, ker ljudje ne razumejo vaše stopnje razvoja in samo zato se gre, enostavno ne štekajo, kdo vi ste. Kaj pa potem definitivno, kako pa vam definitivno pomagati? Jaz bi rekla, da vašo abstraktno unikatnost ne morete umikati, ker če boste šli za masami, potem boste definitivno to unikatnost izgubili. Tako jaz vas ne morem zdaj tukaj učiti, kako se zliti z množico, če ste lučka, ki je definitivno ena kokica, razumeš, iz one vrečke van skače. Enostavno ne gre, ne? Najte si sogovornike in bodite več v stiku s tistimi, ki vas razumejo in lahko z njimi govorite o teh stvarih, bodite več v meditaciji tudi z angeli. Samo za nekaj časa, to pomeni do 10. se majčkeno načrtno umaknite od ljudi, ki vam malo negativne bombice na vas spravijo, hkrati pa poskrbite, da vsaj enkrat na dan naredite energijsko zaščito. Okay? Ovni, vi boste imeli karierna čiščenja, okay? To pomeni, da pri vas bo pa
definitivno karmično boste pogledali, kaj je moj novi nivo glede kariernega ustvarjanja, kam grem. Kdo so lahko moji sodelavci, moji zaposleni, ali sem sploh še srečna v karieri, kjer sem. In če nisem, si boste zaželeli več, ali pa si boste zaželeli tudi več denarno in tako naprej. Fajn bi bilo, da začnete trenutno izražati te želje in da naredite premike in prilagoditve na področju kariere. To bi bilo resnično za vas nujno, zaradi tega, ker če ne vas bo preveč miselno vas bo vezali na kariero in potem vam lahko zaradi tega čist brez veze doma nastanejo kakšni prepiri. Ampak vi morate narediti ta korak in zahtevati karierno stopničko, za katero ste že pripravljeni zase. Amben, dragi moji, ne bo kar prišel, pa amben vam je ne bo kar dal, ampak ste vi tisti, ki jo morate definitivno zahtevati. Biki, vi, sicer vam v tem obdobju nič ne fali, ampak še vseeno ste imeli določena delovanja, katera so vam znana že iz prejšnjih življenj in iz vašega otroštva. In na se ne, da se ne razvijate, se razvijate, ampak tudi ko se razvijate, delujete na en svoj edinstven način, ki je pa dostikrat mogoče glede na vaš potencial prepočasen. To pomeni, da bi bilo treba spremeniti delovanje, majčkeno vas vršiti ven iz cone udobja, iz cone, razumeš, kjer neki prav tako pobikasto, točno tako delujem in noben me ne bo premaknil. Vkolikor bi si želeli predvsem več denarja in še več uspeha, bi bilo zelo dobro, da pogledate, da začnete mogoče, da se načrtno spravite v drugo izkušnjo. Zakaj ne bi vi recimo zdaj naredili tako, da če ste do zdaj bili kako čemo, polako čemo, da bi zdaj pa mogoče malo bolj intenzivno, malo bolj hitreje, če tudi vam mogoče čist bolj ne paše. Fajn bi bilo, da se majčkeno poslušate drugih energij, kakor so bile do zdaj tako vaša stalnica, ker bi vam zelo dobro prišlo, ker če ne bi si lahko kakšne izkušnje spravili na glavo, samo zato, ker vaš duša ima prva tendenco vas v tem obdobju spraviti ven iz cone v udobja in hedonizma, katere je tudi že poznala dejansko po prejšnjih življenjih. Raki, dvojčki, zahodno kar preskočiti le. Dvojčki, vi boste čistili zamere in DNK vzorce. Dvojčki vam bo ogromno prišlo v tem obdobju na plano, kaj so bili vaši starši, kaj se vam je zgodilo v otroštvu, kako je to vplivalo na vas, kako to vplivalo vse vaše bodoče odnose na ljudi, ki jih srečujete in tako naprej. Ogromno vam bo izpod zavesti, vam bo ogromno sekal v nekih vzorcev. Bom na koncu povedala, kako si lahko pomagate, ker to je treba pogledati globlje v to, ampak definitivno se zna kar obnavljati neke stare zamere, pa kaj se meni zgodi s strani družine, pa je bilo v to pogledati in če le možno tudi to skomunicirati, tudi če je treba za nazaj, vsekakor pa vsaj energijsko delati na tem, zato da se vam to ne bo razvleklo kot čigumi v prihodnost. Raki, vi boste čistili žalost. Raki boste, pa ste imeli zdaj neko obdobje, ker ste kar razumeš, da se ni spremenili, ampak ste kar naenkrat neki žalostni ratvali, pa tako naprej. Veliko ste v prejšnjih življenjih imeli žalosti zaradi tega, ker so vas zapuščali in ogromno ste imeli pač tega občutka, zakaj, se sem vredno bitje, pa tako naprej, a pa žalosti zaradi izgub in podobno. Bodite v tem tednu pozorni, vsakič, ko vam prihaja žalost na plano, bilo dobro narediti meditacijo ozaveščanja, zakaj žalost, če se ni nič spremenil, če je v mojem dnevu vse nekako enako, zakaj žalost, zakaj mi to prihaja na plano in čistiti z energijskimi tehnikami definitivno to žalost. Levi, ekstremistične misli. Levi, vemo, da ste aktivni, vemo, da ste prodorni, pa tako naprej, ampak včasih je pa lahko tudi preveč. Včasih je super, da ste tako napredni, pa da imate 1500 idej, ampak zna se vam zgoditi v tem obdobju, kar se vam je dogajalo tudi po prejšnjih življenjih, da ste imeli, ja pa sam po prejšnjem življenju nisem bil lev. Vem, da niste bili po prejšnjem življenju lev, pravim samo, da so ta sporočila po dejansko astroloških znamenjih prišla ven takole, zaradi tega, ker angeli točno vejo, kdo bo kaj poslušal. Ampak vi ste imeli tudi po prejšnjih življenjih, ste imeli ogromno
to bomo in danes imate tudi tako, ampak ker je pa toliko tega, to bomo, gre pa premalkrat se lahko to dejansko manifestacijo prezemlji, ker je preveč. V tem mesecu bi vas spodbujala, da se umirite. Umirite se in delite eno stvar naenkrat, pa ti dosti dobro. Ja, pa meni je to dolg čas, Kristi. Vem, da ti je dolg čas, ok, poročena z lebom, ok, ampak za tebe bi bilo v karmičnem mesecu, ko je toliko enega čiščenja, bi bilo za tvojo manifestacijo veliko bolj, da narediš na tak način, kot so eterične sfere to svetovale, ker bojo rezultati mnogo boljši, kot pa če bilo 1500 stvari naenkrat in preveč. Device, boste pucale strah pred prihodnostjo in izgubami. Nekje v podzavesti se vam dostikrat dogaja, kaj pa, če se to ne bo išlo, kaj pa, če me bo ta zapustil, kaj pa, če bo ta umrl. Skratka, vi ste zelo srčne in imate v tem srcu vsaka izkušnja izgube v preteklosti vam je naredila kar dosti nekih brazgotin. Te brazgotine znajo v tem obdobju prihajati na plano, tako da mogoče ne čist, a veš, tako zelo jasno, to pomeni, mogoče s koga zgubil življenje, pa ti je umrl, zdaj se pa bojiš, kaj bo, ne vem, čez en mesec z, ne vem, a tvojo hišo, a tvojo službo. A veš, lahko je tako, se zdi na prvi pogled nepovezano. Ko se zgodi ta občutek, kaj bo jutri, a pa kaj bo z nekom, ki ga imam rada, bi bilo dobro, da to pogledaš, ker ti v bistvu stari spomini izgube s tem želijo signalizirati, da še niso prečiščeni in bi bilo dobro malo na tem še narediti, ok? Pa spet pravo na koncu bom povedala, kako si vsi lahko pomagate. Tehnice, vi boste karmično pucali nekaj, kar vam je bilo v prejšnjem življenju zelo znano in to je bežanje. Okay? Tehnice v bistvu ste dostikrat zbrali tudi po prejšnjih življenjih, unika zdaj to poslušate, ste zbrali, da je treba bilo priti do nekega soočanja ali pa do neke situacije, ste kar zginali ste, ali pa kar niste hoteli slišati, ali pa ste kar ignorirali. Karkoli vam bo, jaz temu rečem, v tem tednu izbil na nos, prišlo na nos in bi najrajš nočem imeti s tem upravka in se najrajš umaknili, se najrajš nekam zavleka in nikoga, da ne čujem, ne tega delate. Res, soočite se z vsako stvarjo, ko vam ta teden pride na plan, no, res se soočite, ne mi bežati, ne mi ignorirati, ne obrniti glave stran, zaradi tega, ker vam bo na čist drugi strani prišlo ven in ne bo prijetno. Čas je, da se ustavite, da pogledate in da si določene stvari priznate. Škorpijon, vi boste pucali svoje telo, ogromno ste imeli nekih trdovratnih DNK zapisov in stvari, starih stvari in prejšnje življenje in sedanja življenja in to se vam kaže na telesu. V tem tednu opazujte telo, tam je nelagode, slabo počutje, pa spalbi, pa ne vem kaj, tisti predel telesa vam hoče signalizirati, da je treba nekaj prepucati, tudi v tem tednu vam močno svetujem neko razstrupljanje, nek detoks, lahka hrana, mogoče celo res toplo priporočam, vsaj za, se pravim, nekje do 10.10, da ne bi jedli po 6 uri zvečer, tako nek manjši detoks bi jaz na vaši strani definitivno naredila, ker vam bo prav prišlo, ok? Strelci, vi pa boste dejansko iskali življenjsko pot. Čistili boste občutke neizpopolnjenosti, unika še niste najdli življenjskega poslanstva, vam bo zdaj začelo to trkati na vrata. Nezadovoljstvo se bo povečalo, res bo šlo na 10. potenco in to nezadovoljstvo je treba prečistiti. Treba pogledati, s čim niste zadovoljni in temu dodati definitivno življenjsko poslanstvo, katerega vi želite živeti. Strelci imate ponovadi zelo močna življenjska poslanstva, zelo ste pomembni za planet, ampak če ga ne živite, greste lahko res po poti neke take, kar si kar tako veš malo tako.
Jaz tega ne bi rada videla pri vas. V tem tednu se poglobite občutke nezadovoljstva in se vprašajte, zakaj sem sploh tukaj na planetu. Vkolikor ste življenjsko poslanstvo najdel, je pa vprašanje drugo. In sicer, kako lahko življenjsko poslanstvo še bolj razširim. Če boste to naredili, potem imate zmago. Okay. Skratka, to so karmična čiščenja, ki so definitivno povezana s starimi zapisi, s prejšnjimi življenji in tako naprej. V tem tednu seveda smo se tudi mi zavezali, da bomo res intenzivno delali z vami, intenzivno. Mihael bo z vami 8. oktobra, torej z temi našimi vrlimi 7 sestrami, 7 plejadanskimi zvezdami in celestinsko intervencijo za zelo močno svetlobno dvigovanje frekvence, iti na nov nivo, preboj, ko res rabiš, da te enkrat malo, razumeš, zabriše v višje sfere. Jaz bom z vami seveda uporabila nadangelske energije. Rada bi vam predstavila nadangela čarovništva, katerega zelo malo ljudi pozna. Bolj je specifičen, bolj je alkimističen, z njim bomo rezali karmo in delali aktivacijo, to pomeni nekih škarij, ki prerežejo vezi in bomo dobili potem neke zlate palce za prihodnost, za manifestacijo in to se bo odvilo prav na portal 10.10. Na spletu se bo to dogajalo in sestre in to se bo dogajalo na spletu, izgovorov ni, vsi lahko to prisostvujete, če pa zamudite dogodek, pa imate na voljo posnetek, priprava smo tudi lepa darila. V tem tednu se začenjajo seveda tudi tečaji za razreševanje podzavestnih vzorcev. Ta tečaj je res letos ogromno ljudi pritegnil in ta tečaj res močno dela na tem, da končno enkrat že zadihaš od vseh teh vzorcev, ki so se te dejansko spravili na glavo, da te pustijo pri miru. Tako to imate 10.10. z mano v živo na Dunajski Krila obilja. Seveda so zdaj skupine zaradi ukrepov pa vse to manjše, tako da pridružite se, mislim, da imamo samo še 2 prosti mesti. In eno prosto mesto še je ostalo na voljo za Akademijo kanaliziranja, za te zadnjega, ko bo to začutil, Akademija kanaliziranja v živo na Dunajski. Dosti ljudi rekli, ja, se bo 5.11. tudi na spletu, bo res na spletu, vendar je ogromna razlika. Na spletu ne bo imel daril, ne bo imel certifikata, je res, ko hočeš to imeti samo za sebe, pa bi tako malo poslušal, tudi čist drugo doživetje doma, kakor pri nas uživa. Medtem, ka pri nas vsi unika hočete potem tudi profesionalno naprej kanalizirati, pa tako naprej, definitivno hočete na Akademijo kanaliziranja. Čist nova je, prijate 11.10. na Dunajsko. Skratka, to je v tem tednu, sledijo potem še šola angelskih ved pri Mihaelu drug teden in čustvena angelska šola, to je šola samo enkrat na 3 leta, se zgodi pri meni za še bolj globoko čustveno razreševanje in še. Poglejte si sami, verjamem, da vas bo poklical na www.potovanjeduse.si. Gremo, karma nas kliče in vabi za novo igro življenja. To je to, na to smo pristali, to je ta planet, ampak to je tudi lepota tega. Želim vam en čudovit teden, naj bo karma na vaši strani, se vidimo in adijo.